Na gostovanju v Krškem se prvič ni šlo za zmago, tokrat se je končalo z neodločenih 1:1. V primerjavi z zadnjo tekmo proti Radomljam je Darko Milanič opravil le eno spremembo, namesto Sandija Ogrinca je tokrat začel v prvi enajsterici povratnik Aleks Pihler. Začelo se je s prvo grožnjo po levi strani, Mitja Viler je podal, Aleks Pihler, prav nov nogometaš v prvi enajsterici, pa je poskusil strelom iz prve. Na drugi strani prvi poizkus domačih, Jovanović z razdalje. Dobro je reagiral Handanović. Nova lepa kombinacija Mariborčanov, Novaković in Zahović sta kombinirala, toda na koncu se ni išlo najboljšemu strelcu. Dare Vršič je bil razpoložen, njegov prosti strel je Zalokar s težavo ubranil. V naslednji akciji pa 11-metrovka za domače. Dvoboj Defendija in Dangubića je glavni sodnik Žganec ocenil za prekršek, kazenski strel pa je zanesljivo izvedel Dangubić za vodstvo Krčanov 1:0. Na odgovor se ni dolgo čakalo, najprej poizkus Hotića z imenitno podajo na glavo Zahoviću. Nov poizkus po levi strani, Novaković in Zahović, Zalokar pa se je vmešal v zadnjem trenutku. No, potem pa vendarle izenačenje še pred koncem prvega polčasa. Imeniten protinapad, ki se je začel na mariborski polovici, sta zaključila Viler s podajo in Dare Vršič s svojim 9. golom v sezoni. Na začetku drugega polčasa najprej grožnja po levi strani, kjer je bil razpoložen Mitja Viler. Dobro je našel Novakovića, ki se mu ni šlo z natančnostjo. Vmes pa tudi dvomljiva sporna situacija v kazenskem prostoru domačih. Podal je Matej Palčič z desne strani, Dare Vršič je prišel do žoge, potem pa ob kontaktu z domačim branilcem padel, toda Žganec se je odločil, da ni šlo za kazenski strel. Na drugi strani prvi poizkus domačih, strel Gatariča preko gola. Nevarni domačini ponovno po desni strani s strelom z razdalje. Dare Vršič podajo iz kota, našel na koncu Tavaresa, njegov strel so Krčani blokirali. Do konca tekme še ena priložnost, čisto v koncu, lepa dvojna kombinacija Novaković-Zahović, Novaković, toda strel preveč po sredini gola. Na koncu se je končalo 1:1. Naslednja tekma pa večni derbi v polfinalu pokala v sredo v Ljubljani.